Zakaj smo mi v stiski? Ja, zato, ker ni rednih plač ze strani delodajalca, premoži. Jaz imam nadomestilo za SPIZ-a in ni veliko. Oba imamo minimalen dohodek. Imam 2 otroka, enega v srednji šoli, drugega v posebni šoli. Večkrat nam zmanjka za položnice. Trenutno bi trebalo kurjavo nabaviti, ker kurimo na drva, bi trebalo drva kupiti. Težave svoje družine opisuje sogovornica. Vse stroške bi bilo nemogoče plačati že, če bi plača prihajala redno, pa žal ne. Moj mož ima let delovne dobe 34 let in dobi minimalno plačo, pa še ta zamuja večkrat. Delajo po 9 ur, včasih tudi 10. Se zgodi tudi, da so delali že 11, večkrat tudi delajo v soboto. Plače pa se sprašujemo, kdaj bo. Večkrat so zamiki plač tudi do 2 meseca, ker pač privatnik, pri katerem dela, ne vem, kaj se sicer dogaja, ampak ni denarja. Hudo je, ko veš, da pride datum, ko bi mogla biti plača, pa je ni. Pa mine 5 dni, pa je spet ni. Pa mine spet 5 dni, pa spet ni. Pa je že konec meseca, pa še vedno plače ni. In takrat ne veš kaj, od kje, kako, da se položnice plačale, kje bomo vzeli denar za tiste stvari, ki so vsakdanje, ki jih rabimo vsak dan. Ko treba kupiti prah, meščalec, da se bodo lahko plačila upravila, ker pač otroci rabijo, ko hodijo v šolo, morajo biti čisti. Da pač gledamo, kako in kaj, da se včasih dalo na mizo, ker danes so stvari zelo drage, cene grejo v višku in moraš dobro premisliti, kje in kako. Nenehno žongliranje s položnicami je zelo zahtevno, izčrpavajoče, a drugega izhoda sploh nimajo. Veliko neprespanih noči, veliko joka, veliko živcev. In potem veš, ko pride prvi opomin, pride drugi opomin in ti pošiljajo, da ti bodo odklopili, ne vem, elektriko, bodo te dali v izterjavo. Še huje, vse se nabere in potem je zelo hudo. In ne zmoreš, ko se enkrat vse skupaj nabere, ne zmoreš tega potem en čas sploh poravnati oziroma se izkopati z te zagate. Ki je še težja, ker sta jo prisiljena občutiti tudi otroka. Otrok pride domov v šole pa reče, jutri pa moram to imeti, ali pa ne vem, zdaj pa rabim jakno, zdaj pa rabim trenirko, zdaj pa rabim tisto. Pa pogledaš denarnico, pa vidiš, s česa pa? Ni, ne morem, ne zmorem, ne vem, kdaj. Kako to otroki obrazložiti, je hudo. Najhuje pa je to, ko živiš v stanovanju v najem in veš, da moraš plačati tudi najemnino. In danes je hudo s takimi zadevami, če ne moreš plačati, pa veš, da moraš, se lahko zgodi tudi do tega, da te deložirajo. In tako z denarjem, ki je pač na voljo, iščejo najcenejša drva. Drva niso poceni, kljub temu, da je še to vsekakor najcenejša opcija ogrevanja sedaj. Ampak, ker če je zima zelo mrzla, skurimo tudi do 15 metrov dol, kar je čez dobrih 1000 evrov. In 1000 evrov spraviti za nakup drv ni tako enostavna misija. Iščemo opcijo, ki bo najcenejša. Sploh ne upam si pomisliti na to, da ostanemo brez drv. Ne upam si pomisliti na to, da bosta moja 2 otroka na mrzlem spala. Ni besed za to.
In ker v najetem stanovanju topla voda ni ogrevana prek peči na drva, pač pa jo grejeta 2 električna bojlerja, sogovornico skrbi še grožnja z višjim računom za elektriko. Za elektriko se nekje zdaj giblje okrog 100 evrov. Glede na to, da zdaj po vseh napovedih, da bo se elektrika dvignula, me kar skrbi, kaj bo naslednji mesec za položnico. Ja? Že zdaj je 100 evrov, ko je še bolje potem. Pomoč države pri lajšanju energetske revščine sicer obstaja. Še vedno je odprt razpis Ekosklada, kjer je mogoče dobiti do 18 000 evrov nepovratnih sredstev za energetsko obnovo stavb. A je postopek precej zahteven in dolgotrajen, sredstva pa niso namenjena plačilu ogrevanja. Pomoč pri plačilu ogrevanja nudijo nekatere občine, zato naj občani to možnost preverijo pri svoji občini. Sicer pa je edina sistemska pomoč strani države prek centrov za socialno delo, kjer lahko tudi zaposleni zaprosijo za izredno socialno pomoč. Na pravico opozarja sekretarka skupnosti centrov za socialno delo Tatjana Milavec. Namreč tisti, ki se znajdejo v izredni materialni ogroženosti, takrat, ko nimajo sredstev za kurjavo, lahko vložijo vlogo za izredno denarno pomoč, ki pa letno ne sme presegati 2-kratnika minimalnega dohodka, kar pa je odvisno, se pravi ta višina pa od tega, od statusa družine oziroma vlagatelja, števila otrok, družinskih članov in dohodka premoženja, ki ga pač družina ima. Sogovornica navede nekaj konkretnih primerov. Recimo, če rečeva za zaposlene osebe, če to sta 2 starša pa 1 otrok, je to 1420,70 evra, za samsko osebo 732,77 evra, če sta osebi starša ali pa oseba brezposelna ima nižji minimalni dohodek, tako da 2-kratnik tega minimalnega dohodka lahko maksimalno dobijo. Ko se določi višina pomoči, pa je ta lahko izplačana na različne načine, tudi v manjših mesečnih zneskih. Višja od običajne pa je pomoč lahko le v izrednih razmerah, kot so bile lanske ujme. Tatjana Milavec opozori na pogosto zmoto, da so pogoji za pridobitev izredne socialne pomoči enaki kot pri redni socialni pomoči, kar pa nikakor ne drži. To pomeni, da lahko vlagajo vloge tudi zaposlene osebe in tudi upokojenci. Te so v bistvu velikokrat tudi pod pragom revščine, živijo tudi zaposleni z več otroki, z minimalnim dohodkom, ki živijo recimo v najemnem stanovanju, odplačujejo kredite, to so družine z majhnimi otroci. Vsi tisti lahko vložijo vlogo, ki se znajdejo v izredni materialni stiski. Pomembno je tudi, da višina dohodkov in premoženja ni tako zelo odločilen dejavnik kot pri drugih vrstah pomoči. Pri izredni denarni pomoči, ko ugotavljajo dejansko stanje strokovni delavci na centrih socialno delo, imajo diskrecijsko pravico. To pomeni, seveda upoštevajo dohodke, prihranke, premoženje, vse okoliščine, je treba raziskati situacijo celostno, zato da je lahko ta pomoč, ki jo družina ali pa posameznik potrebuje, celostna. Je pa za odločanje o višini pomembno, da ima odločevalec na centru čim več informacij o prosilcu. Je pomembno, da nekdo celostno opiše to svojo situacijo oziroma tudi strokovni delavci v tem ugotovitvenem postopku raziščajo situacijo, zato da lahko odločijo o višini izredne denarne socialne pomoči. Je pa večja težava kot morebitna neinformiranost o tej možnosti, predvsem stigma in sram. Je pa določena skupina ljudi, ki pa kljub temu, da vedo, da ta možnost obstaja, se ne obrnejo po pomoč, so osramočeni, jim je nerodno, mislijo, da zato, ker delajo, da nekdo drug pa le bolj potrebuje to pomoč kot oni. Tako da v bistvu določena skupina ljudi ne pride na center socialno delo, kljub temu, da bi lahko pomoč dobili.
Zato sekretarka skupnosti centrov za socialno delo Tatjana Milavec spodbuja ljudi v finančni stiski, naj za izredno pomoč zaprosijo kljub pomislekom. Pomembno je vedeti, da je to pravica, do katere so upravičeni, in jaz bi jih nagovorila tako, da vkolikor so v stiski, naj vložijo vlogo za izredno denarno pomoč. Ne rabijo priti osebno na center, lahko tudi pošljajo vlogo, lahko elektronsko vlogo dajo. Res je pomembno, da vlogo vložijo, tudi če mislijo, da malenkost bojo presegali tole pomočno izredna, sploh nima tazga cenzusa, no. Je pomembno, da vlogo dajo, zato da vedo, na kaj lahko računajo. Običajno je treba na odobritev vloge čakati mesec dni, včasih 2. V izrednih razmerah je postopek mogoče tudi skrajšati. Posebej pa je pri tej vrsti pomoči treba biti pozoren na to, da bo o porabi sredstev Centru za socialno delo treba predložiti dokaz, da so bila sredstva res namensko porabljena. To pa je zelo pomembno, no, da ljudje, ki dobijo pomoč, tudi to naredijo v tistih 45 dneh. Tudi ta dokazila predložijo, ker v nasprotnem primeru, če ponovno vlogo oddajo, imajo na njihovi strani krivdni razlog, to je pa pomeni, da 14 mesecev ne morejo vložiti vloge za izredno denarno pomoč. Naknadno dokazovanje pa je še en dodaten korak v že tako zapletenem, zbirokratiziranem in dolgotrajnem postopku, priznava sogovornica, ki je vrsto let tudi sama delala prav na podeljevanju teh pomoči. Postopki na centrih socialno delo so res, bom rekla, neprijazni ljudem. Vlogo je potrebno vložiti, ta vloga mora biti popolna. Center za socialno delo pridobi podatke iz uradnih evidenc in ko odloči, potem pa je tukaj tisti čas, ko pač ljudje čakajo, da bojo pa ta sredstva dobili na svoj račun. Ne le zato, ker pomoč potrebuje vse več redno zaposlenih in delovno aktivnih ljudi, bi bilo treba način podeljevanja narediti dostopnejši in spoštljivejši do ljudi v stiski, meni sogovornica. In da je treba zaupati tem ljudem, ki vlogo dajo. Dejstvo pa je, da v vsakem sistemu je določen odstotek ljudi, ki zlorablja sistem, ampak ne smemo zaradi tega kaznovati cele populacije, ki potrebuje pomoč in podporo. Tako da res naš zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, zakon o socialno-varstvenih pravicah, res je tako, bi rekla, kompleksen, neprijazen, nerazumljiv. In prav zaradi teh lastnosti prosilci težko presodijo, ali jim bo pomoč pripadala. Tatjana Milavec jih vsekakor spodbuja, naj vloge, ki lahko omilijo tudi energetsko revščino, vsekakor oddajo. Tisti ljudje, ki živijo res tako, težko živijo, se težko prebijo iz meseca v mesec, naj dajo vse tiste vloge, za katere je možno dati te vloge, tudi pravice, naj uveljavljajo pravice, nazadnje ljudje plačujejo prispevke, plačujejo davke in zakaj ne bi vložili vloge, vkolikor rabijo pomoč in podporo. Jaz verjamem, da vsi bi si želeli imeti take plače, da tega ne bi bilo potrebno narediti. Žal v sistemu ni tako, ne. Ob zelo omejeni pomoči, ki jo lahko daje država gospodinjstvom, so velik blažilec vseh vrst revščine, tudi humanitarne organizacije. Med njimi Zveza Anita Ogulin in ZPM, kjer so ves december namenili opozarjanju na več kot 62 000 gospodinjstev oziroma kakih 110 000 ljudi, ki to zimo ne bodo mogli primerno ogrevati svojih domov. In če gre pri teh številkah le za statistično oceno, je ta v praksi zagotovo še večja. Statistično merilo so namreč le prihodki, ti pa predvsem pri tistih, ki plačujejo drage najemnine, oskrbnine, imajo visoke druge stroške ali kredite, nikakor ne zagotavljajo, da gospodinjstvom sploh ostane dovolj, vsaj za osnovno ogrevanje. Med tistimi, ki bodo humanitarno pomoč letos dobili tudi s pomočjo donacij poslušalcev Vala 202, je tudi naša sogovornica, mama 2 otrok. Meni bi pomenilo veliko. Eno par dobrih prespanih noči. Vedela bi, da sem preskrbljena vse to zimo, da bodo moje otroke na toplem, da bomo vsi na toplem, da ne bom trebala gledati, kdaj ob kateri uri bo trebalo zakuriti, da bomo lahko kaj predzakurili, da bo kaj predtoplo.
Pa da prazniki natopljen. Vsaka pomoč pride prav. In takšno pomoč v mrzlih dneh potrebuje tudi na stotine družin, vključenih v programe zveze Anita Ogulin in ZPM. Hvala lepa vsem, kateri so že pripravljeni pomagati, pa ker je že december, vsem lepe tople praznike.